je razdeljen dejansko v dve fazi, traja skupno 13 dni. V prvi fazi se študente sprejme pred kadetnico v Mariboru, se jih pripelje na stani v vojašnico Bohinjska Bela. Tukaj preživijo prvi teden, kjer se spoznajo z osnovami vojaškega poveljevanja, z osnovami opremljanja, z osnovami individualnih veščin, premikanja po bojišču, spoznajo konec koncev orožje, spoznajo specialno opremo, ki jo imamo zadolženo v Slovenski vojski v sredstvu zvez, naučijo se korakati, postrojevati, naučijo se spoštovati nadrejene, torej vojaške navade in vljudnosti. In ko vse te postopke osvojijo, se nekako vojaški tabor prenese v drugo fazo, ki je prenešen na vadišče Mačkovec. Tekom tega časa tukaj študenti grejo skozi bolj naporen proces usposabljanja. Končni cilj vseh podpornih veščin, individualnih in kolektivnih, ki jih s pomočjo kandidatov na šoli za častnike naučimo, je, da študenti obvladajo tako premik po bojišču, premagovanje ovir, da obvladajo oziroma poznajo in so seznanjeni z oborožitvijo, ki jo imamo trenutno v Slovenski vojski, in na koncu, da vse te aktivnosti, ki jih spoznajo, skupaj povežejo v prikazno vajo. Obisk na taboru sem se odločila zato, da pač izvem, kako poteka delo vojakov, tudi zaradi prakse, ki jo opravljamo na šoli. Delo je potekalo zelo organizirano, malo je bilo naporno, vendar smo se na to pripravili. In mi smo tukaj včeraj postavljali bivake za različne vrste bivakiranja. In to je en najtakih osnovnejših bivakov, ko se je najhitrejše postavil. Izdelovali smo tudi nekaj pasti za živali, kot so te pasti za manjše živali, za ribe loviti in lok in puščica. Udeležil sem se pa z namenom, da bi se spoznal z samo slovensko vojsko, njeno opremo, taktiko in pa vozili. Vojaški tabor je vsekakor presegel moja pričakovanja. Ekipa je super, mladi smo polni radovednosti, doživeti in pa vsekakor adrenalina. Tukaj sem v bistvu kot del obvezne prakse upravljam, ampak moj namen je tudi v prihodnje biti neki del vojske, pač nameravam iti tudi v šolo za častnike. Je v bistvu disciplina, ampak ni zelo namerna. Ne vem, imamo v bistvu vse en čas, da se podružimo. Če nam gre kaj narobe, če kaj špičimo, pa znajo tudi poskrbeti za našo psihofizično pripravljenost, torej skled. Zvedel sem za ta vojaški tabor od prijateljev in potem sem šel na fakulteto za varnostne vede, kjer se pač tudi ta praksa v bistvu izvaja. Tako da zdaj sem tukaj spoznal ful dobre prijatelje pa prijateljice, som učenike in res je super tukaj na taboru. Za tabor sem v bistvu zvedela v sklopu programa obramboslovje. Na taboru zelo uživam, je tudi dosti naporno, ampak toliko zabavno, da bomo šli drugo leto tudi. Še bodo mogoče v tem, če so dobili neke izzive, mogoče bomo nekoga kasneje tudi lahko pozdravili v Slovenski vojski. In normalno, tretji cilj, ki ga pa ima šola za častnike, med temi najboljšimi bodočimi diplomiranci poskušamo dobiti bodoče častnike. Samo organizacijo smo prevzeli kandidati šole za častnike, ki smo si razdelili vloge poveljnikov vodov, vodnih podčastnikov in poveljnikov oddelkov, ter tako s temi vlogami nekako pridobivamo znanje in izkušnje, kako v resnici delovati z celotno četo. Naši fantje in tudi midvi s punco smo se dobro odrezali. Pohvalila bi poveljnike vodov, ki so odlično pripravili celotno stvar, koncept, današnje dinamične vaje. Potekalo je vse po planu in tudi same študente bi pohvalila, ki so se dobro odrezali, glede na to, da delajo 2 tedna, so pridobili toliko znanja, vidi se, da so motivirani. Mi smo veseli, da je res takšen odziv za ta tabor in jaz verjamem, da imamo cilje, tako uresničimo mi cilje, kot tudi mladi. Torej, mladi spoznajo, kaj je vojaško življenje, pa tudi, če se ne odloči potem, da se nam pridruži, je pomembno, da zna spoštovati tisto, kar delajo vojaki, da življenje ni lahko,
da je trdo, ampak da pa obstaja neka tovarištvo, kolegijalnost, ki je pa v bistvu vsakega sistema. Za nas je pa pomembno to, da s tem promoviramo Slovensko vojsko, kažemo, kaj dela Slovenska vojska, mogoče ne kažemo tistega humanitarne narave, ki pa največ delamo v Sloveniji, kažemo pa tisto pravo naravo reda in discipline vojske takšno, kot mora biti. Po drugi strani pa tudi priložnost za naše nove častnike, ki dobivajo znanja pred odhodom v enoto, ki bo povoljevali vodo 30 ljudem v enoto. Da se tudi naslednje leto odločite in pridete na vojaški tabor, da se vi preizkusite v vojaškem življenju.